lepo po vrsti in si najprej poglejmo, kaj vse je dobro storiti še pred odhodom v Slovenijo. Najprej bi vas pozvala, da se spomnite, kako ste načrtovali pot v tujino, ko ste se izseljevali iz Slovenije. Čeprav se vam mogoče zdaj zdi, da se selite nazaj domov in da veliko načrtovanja ne bo potrebnega, vam vseeno predlagamo, da si vzamete nekaj časa za razmislek in pripravo na selitev. Seveda vam predlagamo tudi, da skušate čim več zadev, ki jih je možno urejati preko spleta ali preko telefona, uredite še iz tujine. Od nastanitve, če jo še nimate urejene, pa do dogovarjanj z vrtci in šolami, če potujete z otroki. Zelo pa vas vzpodbujamo, da začnete še v tujini nastopati na slovenskem trgu dela in pri tem smo vam lahko svetovalci EURES res v veliko pomoč. Izkušnje so nam pokazale, da je vsak primer selitve nekoliko poseben in nekoliko drugačen in zato je dobro, da se o tem še pred selitvijo z nekom posvetujete. In svetovalci EURES vam lahko glede na vaše osebne potrebe ponudimo informacije o trgu dela v Sloveniji, vam svetujemo glede vključevanja na slovenski trg dela, glede prijavne dokumentacije, tudi glede selekcijskih postopkov in glede možnosti finančnih vzpodbud za mednarodno mobilnost. Po naših izkušnjah veliko oseb, ki se vrača v Slovenijo, zanima tudi samostojna podjetniška pot in tudi na tem področju lahko od nas dobite dobre nasvete in predvsem usmeritve. Poleg tega pa za iskanje zaposlitve priporočamo, da se registrirate na portale, da lahko spremljate objave prostih delovnih mest, da stopite v stik z zaposlitvenimi agencijami, se aktivirate na socialnih omrežjih, lahko se vključite na Facebook skupine ali pa osvežite svoj profil na LinkedInu. Tudi v Sloveniji se namreč vse pogosteje iščejo ustrezne kadre preko teh omrežij. Pa tudi prijavite se lahko na prosta delovna mesta in če se vam zdi primerno, se lahko dogovorite tudi za online zaposlitveni razgovor. Res veliko se da storiti tudi, če ste fizično oddaljeni. No, v tem videu pa boste spoznali še nekaj slovenskih svetovalk EURES in vsaka vam bo podala kakšen nasvet glede zaposlitve v Sloveniji in glede selitve. Poglejmo si prvega izmed njih, v katerem vam bo med drugim naša svetovalka Andreja Strmole predstavila tista ključna dva obrazca, ki jih je dobro dobiti še pred odhodom iz tujine. Predlagam, da pred vrnitvijo v Slovenijo skopirate vse pogodbe in dokumente, ki ste jih podpisovali v tujini z namenom morda urejanja življenja v Sloveniji. Pozorni bodite tudi na to, da boste v tujini na Zavodu za zaposlovanje pridobili obrazec U1, ki vam izkazuje, koliko delovne dobe ste pridobili v tujini in vam koristi pri uveljavljanju denarnega nadomestila v Sloveniji. Poleg tega vam lahko obrazec U1 koristi pri nadaljnjem dogovarjanju glede novih zaposlitev, ker je seveda delovna doba pomemben dejavnik pri določanju višine plače. In navsezadnje obrazec U1 pomemben tudi pri uveljavljanju pokojnine. Poleg obrazca U1 je pomemben obrazec tudi U2, s katerim pravzaprav pa lahko prenesete denarno nadomestilo, ki ste ga pridobili v tujini, nazaj oziroma v drugo državo, v tem primeru v Slovenijo, in ga v Sloveniji naprej uveljavljate. Poleg vseh teh obrazcev pa priporočam, da si pri delodajalcu pridobite priporočila, kako ste se odrezali kot njihov zaposleni, ker vam to lahko seveda koristi pri iskanju zaposlitve v Sloveniji. Skoraj da pa res. No, poskrbite, da boste še pred odhodom odjavili prebivališče.
odjavili vsa naročniška razmerja, naprimer telefon, televizijo, internet in seveda poravnali davčne obveznosti.